Lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovane, ki nas zdaj spremljate pred televizijskimi zasloni. Začenjamo serijo poletnih svetovalnih pogovornih oddaj. Namreč na planetu zdravja jim ni vseeno za vaše zdravje, zato smo skupaj pripravili ta edinstven projekt, da vam tudi v poletnih mesecih posredujemo koristne nasvete in pa seveda napotke. Prijazen pozdrav najprej našima stalnima gostoma, to sta profesorja Irma in Igor Ogorevc iz Planeta zdravja, ki bosta tudi to poletje krojila to oddajo z zanimivimi napotki in seveda z izkušnjami, ki jih ima več kot 20 let Planet zdravja pri svojem delovanju in osveščanju. Še posebej veliko zadovoljstvo pa mi je, da lahko danes v našem studiu pozdravimo cenjenega gostja, našega dolenjskega rojaka, ultramaratonskega plavalca Martina Strela. Martin, dobrodošel in lepo pozdravljen pri nas. Lep pozdrav. Verjetno ste zdaj, mnogi se vprašali, kako pa vrhunski športnik, plavalec, ultramaratonec, ki je preplaval nekaj svetovnih veletokov, kakšna pa je zdaj povezava s Planetom zdravja. Zelo, zelo velika in v naslednjih minutah vam bomo zaupali tudi to. Naj uvodoma še povem, da oddaja poteka v živo, številke so izpisane, lahko nas pokličete v studio, seveda pa tudi svetovalci Planeta zdravja vas pričakujejo za kakršnekoli komentarje in vprašanja. In o čem bomo govorili v tokratni oddaji bolj podrobno? O vnetih, o stanju, ki je zelo neprijetno in tudi boleče. Ampak v Planetu zdravja imajo učinkovite rešitve tudi za to. Irma, bomo midva začela s tem izhodiščem, da vpeljamo to zgodbo. Zelo pomemben faktor pri vseh negativnih spremembah v našem telesu je tesno povezanih s kožo. To drži, ampak zakaj in čemu? Torej, koža kot največji organ je povezan z vsemi organi v notranjosti. Zato tudi v medicinskih knjigah piše, da od delovanja kože zavisi delovanje vseh notranjih organov in obratno. Koža je najbolj dostopna in jo lahko negujemo, bolj dostopna od želodca. Torej, tudi takrat, ko ne moremo jesti, lahko preko kože pomagamo našim organom. Koža je največji PR ali obveščevalni organ našim možganom. Sporočamo, kakšna je koža zunaj, kakšno je delovanje telesa znotraj, saj dobiva hrano in vse informacije tudi od znotraj. Zato je koža za vsakega človeka primarni organ, tisti, ki mora skrbeti ne samo, da je cel, ampak da je pravilno topel, da je koža pravilno elastična, da ni suha, da se ne znojimo. Že to je dokaz, da v koži nekaj ni v redu, če se pretirano znojimo, da nimamo kožnih obolenj, da nas ne srbi, da ni luskava, da nimamo luskavice, da nimamo dermatitisov. Torej, na koži lahko spoznamo delovanje celega našega telesa. Še posebno pa na glavi, lasje, že po laseh poznamo tudi zdravje človeka. Tako kot tudi, na žalost, moram reči, tudi pri živalih. No, tako, to je bilo nekako uvodoma za neko poznavanje današnje teme, ki je pač vnetje, različna stanja, so tesno povezana s kožo. In sedaj pa pridemo na to zgodbo Martina Strela, našega vrhunskega, uspešnega ultramaratonskega plavalca in pa Planeta zdravja. Pa morda, da se vrnemo malo nazaj. Martin, 14 let je od tega, ko ste nekako se z Igorjem začela pogovarjati v skupnem projektu, drži? Ja, kmalu po plavanju na Kitajski smo se srečali v Trebnjem, gostilni Pavlin. Dobra lokacija, imam še danes živi spomin in seveda v moji glavi bi že projekt Amazonka. No, Irma in Igor sta takoj odprla oči na veliko in takoj vedela, da je to strahotna vlaga, da bo to ogromno nekih naporov in da bo koža pravzaprav odločila v uspehu. Jaz sem tudi v začetku vedel, da bo to odločilni problem, kajti ostati zdrav na Amazonki je bil moj glavni problem. Jaz plavam, tudi mnogi drugi plavajo, ostati pa zdrav, ostati fit, biti vsak dan pripravljen za naslednji dan je bil pa moj problem in najdli smo se
in zgodbo naredili in tudi uspešno končali. Igor, to je bil zanesljivo velik izziv za vaju dva Zermo. Ja, prav gotovo, tako logistično kot, bom rekel, tudi strokovno, kajti jaz osebno sem se pridružil Martinu na polovici plavanja, kjer je imel Martin že kar zelo resne težave s kožo. To drži. No, koža je bila zaradi vsakodnevnega plavanja v plavalni obleki močno vneta, gnojna, zagnojena. In bilo je mogoče še vprašanje dni, ali bi bilo sploh še možno plavati. No, z našim znanjem, z našimi izdelki in z našim pristopom k delovanju telesa smo to kožo popravili v nekaj dneh, to, česar prej zdravniki niso mogli narediti mislim, da v 3 tednih. Drži? Ja. Tako je. Martin, kakšne so torej, bom rekel, vaše izkušnje glede tega suporta, ki vam ga je nudil Planet zdravja pri tem res ekstremnem projektu Preplavati Amazonko? Če primerjamo življenje tu, v Sloveniji ali pa tam, ni nobene primerjave. Tam je ogromna vlaga, skoraj 100% vlaga, cel dan. Jaz, ko sem prišel recimo na barko, to si ves preznojen skozi, voda je umazana, ogromno blata je noter, to stane na tebi. Jaz sem imel praktično vneto glavo, to je mozolj do mozola, sami izpuščaji po celi koži, to med nogam, in to se strašno vnema, to so bolečine, to peče in to vzdrževati se, pripravljati za vsak dan. Že ko sem prišel recimo na kosilo, ko sem sta Irma in Igor blagor na barki, ko sem rekel, Igor, mene peče to, kar žge. In ko je Igor recimo namazal mene z ene stvari, je rekel, tole boler. Jaz sem zaprl oči, kar mi gledi se mi je, ampak recimo v minuti, 2 je bilo boljše. In tako smo vsaki dan delali na tem in Amazonka je uspela. Jaz sem vedel, jaz sem se z Igorjem pogovarjal, da bo tle vsaki dan, ki ga bom naredil, naša nagrada, naš velik uspeh na Amazonki. Pustimo nevarnosti, kače, druge, tropske bolezni, vse druge stvari. Koža, jaz sem vedel, da bo odločilnega pomena. Igor in Irma sta prišla zelo dobro pripravljena z vsemi preparati in so praktično, kolikor sem bil na ladji, več čas smo delali, več čas smo bili skupaj. Jaz sem bil 12 ur v vodi, 12 ur na ladji in to je bilo tistega odločilnega pomena, da smo na koncu rekli, zmagali smo. Irma, kaj je bilo ključno pri teh zadevah, ko ste nekako, bom rekel, zdaj po tolikih letih malo bolj konkretno javno govorimo o tem, nekaj je bilo seveda tudi takrat povedano, ko je Martin preplaval Amazonko, bom rekel, idva sta tukaj zdaj, kot je moč slišati, odigrala ključno vlogo. Planet zdravja je pri tem uspehu odigral ključno vlogo. Poglejte, še danes smo edinstveni, bom rekla, v temu znanju o koži, da je potrebno popraviti pretočnost kože. To se pravi, pri strelu ni bilo problem, da on ne telovadi, da njegova koža ne dobiva dovolj krvi. Problem je bil, ko so veliki telesni napori, ko je izčrpal vso notranjo toploto, ko je energijsko recimo iztrošil telo proti koncu dneva in mi smo, ker znamo, bom rekla, smo kožo popravili, da je bil stand-by čez 12 ur spet fit. In to je tudi pri boleznih zelo pomembno, da mi popravimo kožo vsak dan človeku, da ta največji organ, ki v bistvu oskrbuje z informacijami in z temperaturo in z vse notranje organe, znamo popraviti, da deluje dobro. Zato je pa Martin zaradi našega znanja, čeprav je bila zdravnica na ladji, ki je bila samo številka in si ni mogel Martin z njo pomagati, zato smo odigrali ključen trenutek in smo ključnega pomena v tej zgodbi, zato da je Martin dokončal svojo zgodbo, da je lahko vse svoje napore uresničil, ker smo mu preko kože pomagali v bistvu celemu njegovemu telesu. Martin, ko ste vi iz dneva v dan nekako videli, da ta stvar deluje,
tako, ko recimo sedaj jaz to poslušam, pa tudi naši gledalci, lahko morda kdo pomisli, kot da se je neki čudež dogaja, ampak to so bile dejansko res tiste praktična pomoč. Ja, svet ni verjel, da bom jaz to preplavil. Prvič že, to je najnevarnejša reka na svetu, samo Amazonka je najnevarnejša zaradi mnogih stvari, ki sem jih jaz že preučil prej. Jaz sem bil 3-krat dol prej, sem razmišljal vse, govoril z znanstveniki z vseh mogočih področji. Jaz sem bil pri Egorju veliko, z Irmo smo se ogromno pogovarjali, res o tem. Jaz sem vedel, da bo to odločilnega pomena. In recimo Britanci, Guardian je pisal, da je nemogoče preplavati tako reko. Vse to drži, jaz se strinjam. Spričo vseh teh parazitov, bolezni, nevarnih živali, nemogoče vremenske razmere. Jaz sem bil pripravljen za najslabše in del tega sta bila tudi Igor in Irma. In mi smo delali na tem, vsaki dan, jaz ko sem zaspal, recimo primer, za pol ure, okoli mene je bilo jezero, voda, kako je to organizem delal, ko poteka regeneracija. Če sem ležal, nisem bil tako mokar, ko sem pa zaspal, je bilo vse mokro, sama luža. Jaz sem se zbrisal, stoširal, prišel k Igorju, Irmi, sem me do nacga pregledala vse, namazala vsemi mogočimi stvari. Jaz sem bil za naslednje naredi zopet. Ne. Tako hitro smo to ukrepali. Tle ni časa, da bomo 3-4 dni imeli časa. Tle bo treba vse preko noči narediti. In jaz sem imel srečo, no, da sem jih našel in se moram reči samo hvala, ne, za to, da smo uspeli. Sej to ni samo moj uspeh, to je uspeh planeta zdravja. In hvala Bogu, da si to naredil. Praktično sem imel neko srečo v življenju, ki pa praktično mislim, da odločilnega pomena bila. Vsaj, kar se danes vidi to. Igor, besede od Martina nekako potrjujejo, da imate v planetu zdravja nek širok spekter različnih znanj, izkušenj, konec koncev je to tudi potrditev, vidva vedno rečete v naših oddajah, da ogromno vlagate v razvoj, v raziskave, se povezujete z znanstvenimi institucijami po celem svetu. To je neizpodbitno dejstvo, ne? Ampak mi z Martinom sodelujemo tudi še sedaj, ne? Bom rekel, praktično vsak teden, če nismo fizično skupaj, se pa vsaj slišimo. Ne? No in če pogledamo emšo od Martina, ne? In stanje njegovega telesa, tako fizično kot psihično, lahko pogledamo, da ima Martin kožo mladega človeka. Pa veste zakaj? Zato, ker zanjo skrbi. Tako z načinom prehrane, kot tudi skrbijo za samo kožo. In tukaj, a veste, vedno je potrebno vedeti, da telo prenaša samo organske substance, se pravi naravne. Kajti anorganske samo dražijo naš imunski sistem in provocirajo črevesje, povzročajo proizvodnjo histamina in tako naprej. Skratka, vse samo dobrega nič. Če pa pogledamo zdaj vrste rezultat in na kakšne podvige se Martin zdaj tudi z našo pomočjo pripravlja, o tem se bo še, mislim, da veliko govorilo, pa mislim, da rezultati govorijo sami zase. Martin, torej ta tesno sodelovanje s planetom zdravja, kot je Igor dejal, se nadaljuje in planet zdravja, Igor in Irma, sta nekako pomemben člen pri vaših nadaljnih načrtih. Ja, kar zelo pomemben člen, tudi iz psihološkega stališča, ne, ker jaz jim zaupam. Jaz vem, da kadar je hudo, da bomo speljali zadevo, saj stvari so do zdaj tako pokazale, ker pri meni zadeve le niso tako enostavne. Je treba ukrepati, hitro ukrepati, vedeti, kako ukrepati. In mi smo se res našli in Igor je pri meni bil 31 dni, recimo na Amazonki gor, tudi Irma je bila z mano, praktično smo bili dan in noč skupaj in delali na tem, da bi vse v začetku nekako je šlo, ne? Potem so se začele pa težave kopičiti, vedno slabše je bilo tudi pri meni stanje, ne? Ogromno sem kelij izgubil, koža se je slabšala, no potem so se začele stvari boljšati. Mi sodelujemo tudi preko leta, tudi ko sem v Ameriki, se slišimo preko telefonov, to, ono, drugo, tretjo. In uporabljam ogromno teh njihovih izdelkov in res koža meni pove, kje sem. Tako da Igor to opazuje ves čas. Moja koža je še vedno na nivoju 20-30 letnika, kar mi da misliti, da sem še vedno v redu, da lahko plavam in da bom še vedno dolgo plaval lahko, ne. Nekako za zaključek tega prvega dela, Irma,
če smo dobro poslušali, kar je povedal Martin, koža mi pove, v kakšnem stanju sem. To je samo tudi potrditev, kar vi večkrat poskušate, bom rekel, našim gledalkam in gledalcem in vsem, ki vas tudi obiščajo v vaših poslovalnicah po Sloveniji, dopovedati, da koža je ogledalo človeka. No, ni zastonj pregovor, kako se počutiš v svoji koži, ne? Ne bi bil rad v tvoji koži, ne? Tudi to je res. Če gledamo človeka, ki ima slabo kožo, ki ima kožno obolenje, resnično ne bi bili radi v njegovi koži in to govori, da je s človekom hudo narobe, ker bolezen izhaja iz trebuha od noter in tudi koža raste od znoter. Zato tudi človek, ki se prehitro stara, ko koža zgubi elastičnost, ko se povesi tudi, ta človek ni zdrav. Recimo, ko vidimo človeka, recimo čez 6 mesecev, za 10 let se je postaral, ta človek je zagotovo zelo hudo bolan in vedno se pokaže, da je to tudi res. Zato je ogledalo našega zdravja, naša koža. Koža je ogledalo tudi našega črevesja in tam se tudi vse začne in konča. Zato vsi starejši ljudje, jaz sem star, mi smo lahko stari, ampak moramo biti primerni našim letom. To se pravi, ni to razlog, da bi imeli za to slabo kožo leta, če jo negujemo, vidimo tudi ogromno ljudi, jaz imam zdaj kar nekaj 90-letnikov, ki po izgledu so primerni 70-letnikov. In imam ogromno 50-letnikov, ki izgledajo 70. To se pravi, tukaj nekaj ne štima in vedno je to pogojeno in povezano tudi z njihovimi obolenji, z njihovim počutjem in tudi z njihovo dela zmožnostjo. Da je pa Martin tak ko bik, bomo rekli, da je tak, on skrbi zase, ne? Martin je trmast in redoljuben, bom rekla, ima odnos do sebe, spoštovanje do svojega telesa in skrbi, ne? In če bi vsi imeli spoštovanje do svojega telesa in skrb zase primarno, bi nas bilo veliko manj v ambulantah. Ne? Ja, Martin Strel, še neka sklepna misel v tem prvem delu. Vi ste dobesedno dokaz, da če se, kot je rekla Irma, ste redoljuben, če človek skrbi zase in konec koncev tudi upošteva navodila, ki jih dobi od Planeta Zdravje, stvar deluje. Ker večkrat marsikdo reče, zadeva ne deluje. Seveda ne, če pač ne upoštevaš navodil. To je pomembno. Ne? Ja, jaz recimo v Ameriki imam 2 soseda, eni star 114 let, eni star 117. Smo zelo veliko skupaj, se pogovarjamo in si takole damo roke skupaj, kako izgleda koža. Vsi kožo gledajo, zanimivo, ne? Koža ti pa res pove tisto. In jaz skrbim zase, moram reči. S Planetom Zdravja sem zelo telesno povezan. Včeraj sem bil tudi v zdravstvenem domu, da sem prišel vprašati, kaj pri svojih letih mi zdaj pripada. Ne? Nisem več star 50-60 let, grem proti 70, se reče. Tudi meni leta tečejo. Skrbim, vsako leto obiskujem tak center, on center, z mnogimi sodelujem in moram skrbeti zase. Danes, včasih smo vlagali v avte, v hiše, kupovali to, za na morje bomo imeli, za zdravje pa nič. Danes je svetovni trend skrbeti zase, za zdravje, ženske skrbijo za svojo postavo, obleko. En produkt stane 40-50 evrov, jim je drago plačati ljudem. 20% prihodkov danes moraš vlagati v svoje zdravje, v svoj prosti čas. Kdor tega ne dela, nima neke posebne prihodnosti. Tudi tole, kar prodajo Planet Zdravja, se ne moreš po 50 evrov prodajati stvari, ampak so zelo koristne in meni ni problem 100, 200 ali 500 evrov dati za to, da bom pojutrišnjem v dobrem stanju. Kar sem, ne? Jaz se lahko pohvalim. Nikoli nisem bolan, plavam lahko, plešem, žensko pelem, kamarčem, delam tisto, kar potrebujem, vse, kar je pa bistveno za življenje. Na mojem nivoju so ljudje, kar se tiče intimnih odnosov, bolj dol kot pa gor, ne? In zakaj imajo mene ženske rade? Zato, ker sem tak, kot sem, recimo, ne? Ne, da se hvalim, ampak to je realnost. Vprašajo, koliko si pa star? Pa rečem, star sem toliko, kot ti misliš, da sem. Tako, ne? Martin Strel, še vedno ste ostali tak, kot vas poznamo. Hvala lepa, da ste si vzeli čas v teh dneh, ko ste v Sloveniji, da ste bili v našem studiu, da ste povedali svojo izkušnjo, kako Planet Zdravja dejansko je
odigral eno ključnih vlog pri vašem enem najbolj pomembnih projektov v življenju, preplavanja Amazonke. Veliko uspehov še naprej in upam, da se kmalu srečamo pri kakšnem novem projektu. Najlepša hvala za povabilo in s planetom zdravjem, da čim dlje ostanemo še naprej. Brez Hvala. dvoma. Hvala. Tako, dragi moji, nekaj trenutkov si bomo sedaj privoščili za vdih, potem pa nadaljujemo današnjo oddajo in v nadaljevanju seveda se nam lahko tudi pridružite. Telefonska številka studia 080 34 56, tema pa vnetja in vse ostalo, kar sodi zraven, torej ne hodite daleč, kmalu smo znova nazaj. Poletje prinaša veliko lepega, a naše zdravje je v tem letnem času lahko tudi na preizkušnji. Planet zdravja z vami vse poletje, ekskluzivno na vašem kanalu tudi v juliju in avgustu. Svetovalne oddaje v živo, torej vsak četrtek, 4., 11., 18. in 25. julija ob 10. dopoldne. Planet zdravja, ni nam vseeno za vaše zdravje. Svetovalni center 080 88 10. Planet zdravja. Planet zdravja, ni nam vseeno za vaše zdravje. Svetovalni center 080 88 10. Planet zdravja. Kot smo rekli, hitro smo nazaj. Ja, zelo zanimiva zgodba je bila ta z Martinom Strelom, Irma in Igor Gorevc, Planet zdravja, sta z nami v studiu. Še naprej pogovarjamo se o vnetju, stanju telesa, ki je, kot smo rekli, zelo neprijetno in boleče. Torej, kar nekaj časa smo namenili koži, sedaj pa se bomo dotaknili še enega vprašanja, ki je tesno povezano tudi z vnetji. In to je, Irma, najvažnejši pogoj za življenje celice, žleza, organa in človeškega telesa nasploh je pravilna temperatura. Pri vnetih stanjih pa se to temperaturno ravnovesje zelo poruši, ne? In tukaj sta vidva, bom rekel, zadevo raziskala res do enih posebnih dognanj in tudi rezultati so. To je vajeno pionirsko delo na tem področju. To je naš otrok. Ne? To je najin otrok. Termoregulacija. Ja, to je najin otrok. O tem se mi dva pogovarjajo od zore do mraka in nazaj, in od mraka do zore. Torej, kako čim bolj izboljšati, kaj narediti, da bi naše telo čim bolj popravili. Da je temperatura osnova ali pa temelj življenja, je to res. Zato, ker tako pri rastlinah, živalih in ljudeh obstoja zakonitost, da mora celica deluje ali pa telo deluje pri določeni temperaturi, zato je pravilna temperatura, pravilen tlak, pravilen pretok v določenem času osnova za funkcijo celega telesa, tako živali, človeka in tudi za funkcijo rastline. Kako smo prišli do tega, to je mogoče res moj začetek, ker sem sestra in sem v življenju morala meriti temperaturo in sem opazila velike razlike in sem jih usporejala z boleznimi, zato da nas točno vemo, kje lahko pričakujemo v obolenje. Mi, ko merimo temperaturo na 8 delih telesa, ne samo pod pazduho, ne samo na prstu, ne samo v ustih, ne samo v črevesju, torej ne samo v uhu, ampak mi vemo, da mi imamo lahko vročo glavo in ledeno mrzle noge. Če pa to vprašamo strokovnjake, ker bi zdravniki mogli biti, pa da letimo na trd oreh, še zmeraj na nično znanje. In to je zelo važno, tu so pa moteni pretoki, kar bi vsak zdravnik mogel vedeti, najprej popraviti sistem, potem lahko pričakujemo, da bo antibiotik deloval. Ker če ni pravilnega pretoka, če cirkulacija ni v redu, kako po Bogu bo prišel ta antibiotik v pravi obliki na pravo mesto. In tukaj ne deluje koža. Koža kot največji organ, če jo ne znamo popraviti, kako bomo znali popraviti ledvico, katero poskušamo
doseči ali pa priti do nje preko ust, prebavnega sistema, krvi, preko celega sistema v ledvico. Torej, največje, najhitrejše in najbolj točno je, če pridemo, nažalost, tudi z antibiotiki preko kože. Mi delamo zdaj na temu, da lahko bomo naredili take stvari, ki bodo delovale tako, da bo telo lahko imunski sistem preko kože odreagiral, ker je preko kože najhitrejši dostop do krvi. Torej, antibiotik, ko ga pojemo, se pomeša želodčno kislino z vsemi 3 encimi, pankreas, z žolčem, z encimi črevesja, to se pravi, v kakšnem procentu je izkoriščen in v kakšni obliki. To je praktično, mislim, da ne zna noben kemik, lahko pa smo dosti bolj hitri preko kože, v naravni obliki seveda, pridemo do krvi in telo odreagira že v prvi minuti. Uvodoma, Igor, sem dejal, da so te poletne oddaje namenjeno svetovanju, opozarjanju, kajti konec koncev že od prvega dneva, kar Planet zdravja deluje, vam seveda ni vseeno za zdravje Slovencev in tudi širše, kajti zelo veliko delate tudi v tujini in imate odlične rezultate. Irma je dejala, pomembno je popraviti sistem, pomembno je popraviti telo, ampak seveda najprej je pa potrebno ugotoviti, kaj so vzroki. In tukaj imate vi posebno metodo pri teh temeljitih strokovnih pregledih, ko recimo pride človek k vam. Tako je, poglejte, mislim, da je popolnoma vsakemu laiku, tudi najbolj neizobraženemu človeku jasno, da če ne poznamo vzroka svoje bolezni ali pa svojega slabega zdravstvenega stanja, potem absolutno ne moremo niti popravljati, niti izboljšati, niti zdraviti. Lahko ugibamo, kaj je narobe. A veste, in v takšnih primerih pride do takšnih dialogov, kot sem jih bil deležen tudi jaz včasih, ne, pri svojemu zdravniku. Bomo poskusili to, bomo probali luno levo, če ne pa bomo videli čez 2-3 mesece, če ne bo to delovalo, bomo probali luno. Poglejte, na Planetu zdravja se takšnih nesmislov ne gremo. Mi uporabljamo računalniški program, kateri v 3 minutah izjemno natančno opravi kar 131 različnih krvnih analiz. No, in na tej podlagi mi zelo natančno ugotovimo stanje celega telesa, se pravi, kako deluje celo telo, kako deluje telo kot celota, kot en sistem. In ugotovimo, kje so motnje, kje so najhujše motnje, kjer so največje odstopanja in z našim znanjem potem tudi ugotovimo prvotni vzrok teh težav. In vedno se najprej sfokusiramo na odpravljanje vzroka, hkrati tudi z lajšanjem posledic. In to je edini način, da se lahko kvalitetno in trajno povrne zdravje. Vse ostalo je delo na pamet. A veste, ne bi rad grdega rekel, ampak moj oče imel navado reči, naj me gledalci oprostijo, na pamet se obriše rit, pa je vedno srana. Tako da to je delo na pamet, zelo tako. Razume. Torej priporočate vidva absolutno najprej klic v vaš klicni center in naročilo na pregled, potem pa na podlagi analize se pa... Tako je. Če so težave, ki trajajo že dlje časa, oziroma ali se ponavljajoče težave, ali pa da imamo kronične težave, kronične bolezni diagnoze, potem absolutno priporočamo najprej pregled pri nas, če lahko upamo, ne upamo, če želimo nazaj do trajnega vzpostavitve zdravja. Če ne, je to nemogoče. Pri nas ne delamo na pamet, ne želimo delati na pamet, zato ker hočemo biti učinkoviti. Učinkovitost se pa meri samo z dobrim rezultatom, se pravi z povrnjenim zdravjem. No in da boste videli konkreten dokaz, spoštovani in spoštovane, da boste dobili občutek, da vse to, kar pripovedujemo danes in tudi skozi mesece v mesečnih oddajah, ko potujemo in se učimo na Planetu zdravja, smo tudi za tokratno oddajo pripravili konkreten primer, ki ga bosta moja gosta Igor in Irma Ugorevc seveda komentirala. Zato prosim režijo, če nam lahko pokažete prvo fotografijo.
ker govorimo o vnetih, torej tukaj je prva fotografija, pa morda Irma, kaj vidimo na tej prvi fotografiji? Gospa, ki je na sliki, je bila že zdravljena na tem istem nosu, na korenu nosa, z rakom na nosu, bila je obsevana lansko leto, letos se je pa naredila ta vnetni proces, bom jaz rekla, ta rdečina tudi na koncu nosa, je absolutno gospa obišče svojega onkologa, ki je že napovedal, da bo morala iti na obsevanje, ker je to verjetno prekanceroza, da je to tudi verjetno rakasto, jo je pripravljal na odzem tkiva. Vsa skrušena nas je obiskala, kaj bi to naredila, poskusila si je tudi sama več stvari aplicirati na to mesto, tudi zdravnik je dal. Mi smo jo obravnavali, torej obiskala je Planet zdravja in jaz sem si drznila jo namazati z zelo enostavnimi stvarmi, ker telo odreagira na pravo stvar zelo hitro, tako kot sem rekla, že v prvi minuti in res smo lahko opazovali rezultat že po zelo kratkem času, po enem tednu pa ozdravitev. No in sedaj na naslednji fotografiji, ki sledi, bomo lahko vsi skupaj videli, kakšno je stanje po 7 dneh. Igor, to je, mislim, praktično skoraj komentarje odveč. Koža je zdrava na nosu. Tako je, naš cilj je dosežen. Cilj te gospe pa tudi, pogledajte tukaj, če natančno pogledamo nos, vidimo, da ni več vnetnih procesov, da je spodaj koža popolnoma zdrava, da so vse nepravilnosti izginile, no in gospa je sama povedala, da po 5 dneh redne terapije, katera je bila svetovana z naše strani, se je enostavno naredila hrasta tukaj in da 6. dan je hrasta sama po sebi odpadla in spodaj je zrasla normalna, zdrava koža in teh rakastih oziroma predrakastih sprememb na koži ni več. A veste, dejstvo pa je, da pri vseh rakastih obolenjih, tako na koži kot v notranjosti, je vedno prisotno ogromno bakterij, ogromno gljiv in če tega dejstva ne upoštevamo, potem je to trajno nemogoče odstraniti. Poglejte, ker pa mi upoštevamo ta, bom rekel, znana dejstva in znamo na učinkovit in tudi naraven, 100% naraven način odstraniti oziroma onemogočiti pretirano razmnoževanje bakterij, virusov in gljiv, je rezultat takšen, kot je tukaj. Takšne rezultate mi doživljamo, gledamo dnevno in s takšnim pristopom, s takšnim načinom obravnave telesa se praktično v nekaj dneh pomerjajo vsa vnetja, kjerkoli v telesu so. Tudi če so v notranjosti. Irma, je bila ta terapija, da je pač gospa uporabljala preparate, ki ste jih seveda 100% naravne predpisali samo invazivno, torej mazanje ali tudi kakšno pitje? Poglejte, mi delujemo na celo telo. Torej, zaradi slabe odpornosti celega telesa je slabo delovanje pri gospej kože, kar je videti, ne? Da njena koža v celem obrazu ne dela pravilno, zato gospa smo ji svetovali, da bo negovala celo kožo, celega telesa. Torej, to je organ, ki je s vsemi organi v našem telesu povezan. Tudi njeno splošno zdravstveno stanje se je popravilo, ker gospa se ni počutila dobro cela, ne? In obravnavana je bila pa v zdravstvu samo parcialno. To se pravi, samo nos, se ta gospa ni sestavljena samo z nosa, bom rekla jaz tako, če lahko razumemo, kaj hočemo reči. Torej pravi, da je od celega imunskega sistema odvisen tudi imunski sistem na nosu.
In da če je bila slaba cirkulacija v celi koži, da je treba, da je bila tudi v celem telesu slaba cirkulacija in mi smo popravili cirkulacijo celega telesa. Popravili smo delovanje vseh organov, zato pa to spremljamo in gledamo z temperaturo. Ne poznam niti enega človeka, ki bi bil bolan in bi imel pravilno temperaturo telesa. Torej, tako zelo pomembna je za nas ta temperatura, ker že vemo, kakšni so rezultati v določenih organih, ki jih samo primerjamo z meritvami, ki jih ustvarimo z neinvazivno našo aparaturo, ki je orientacijska, zgodi se tudi, da srečamo take ljudi, ki so tako zelo bolani, da jih nemudoma pošljemo zdravniku. Ker se sploh jih ne obravnavamo, ker presega vse naše pristojnosti. In mislim, da je potrebno, da ima vsak človek zdravnika, da mu pove, jaz sem zelo vesela, ko zdravniki tudi sami opažajo izboljšanja na določenih ljudeh. Ljudje se samo bojijo povedati, da so šli kam drugam, ker ne sprejemajo nikoli nič strani. To je tista napaka v Sloveniji, da ne sodelujemo še zdravniki, da se ne pogovarjamo s sabo, da nas bodo sprejeli, da jim pomagamo ustvariti tudi njim in pomagamo predvsem pacientom z našim znanjem, ki ni nično, je veliko, zelo pomembno. Recimo, ta gospa bi bila obsevana, da bi dosegla rezultate. Tudi lahko, da bo še kdaj bila. Je tako, ne rečemo, da ne bo potrebovala, ampak v danem trenutku tega ni treba in to je ogromno denarja, ogromno psihičnega stresa za to gospo in da je ta naravna pot najkrajša, najboljša in tudi najbolj poceni. Igor, Planet zdravja v zadnjem nekaj letih res zelo intenzivno orje to ledino, bom rekel, spostaviti ta komunikacijski most z uradno medicino. Konec koncev v našem studiu smo gostili svetovno priznane zdravnike, strokovnjake, ki imajo nek pedigre v svetu. Res je, zaenkrat niso bili v Sloveniji, ampak to je dokaz, da uradna medicina in tudi Planet zdravja gre skupaj, samo če je dovolj širine. Veste kaj, v temu mislim, da je škoda besed zgubljati, mi pravimo eno. Medicina je samo ena in to tista, ki pomaga pacientu, tista, ki pomaga človeku. Tista medicina je samo tista, katera bolanemu človeku vrne zdravje. In vrniti zdravje ne pomeni govoriti, da je to kronično in lagati v fris, da ga zdravimo. To ni v redu. No in s tem sporočilom bomo to temo nekako tudi in bomo za danes dali piko na i. Se strinjam. In gremo naprej v zgodbi s Planetom zdravja. Preden za nekaj trenutkov si privoščimo malce vdiha, pa še to vprašanje, Igor, glede na to, da je danes pogovarjamo o vnetjih. Katera so najpogostejša vnetja glede na vaše dolgoletne izkušnje in s čimer se dnevno srečujete? Tudi zdravstvena statistika govori, da najbolj pogosto vnetje je vnetje želodca in dvanajstnika. Zatem trpi več kot 75% odrasle slovenske populacije. In jaz bi apeliral tukaj na vse zdravstvo, če to ni ne epidemija, če to ni pandemija, potem nočem nič, ampak ukrepa se pa nič. A veste, ukrepa se pa zato ne, ker ni znanja o tem, kako umiriti vnetje želodca. Z antibiotiki pač ne gre, ker želodec ni samo Helicobacter pylori, ampak je še marsikaj drugega. Torej, vnetje želodca je tisto, ki izstopa pri vnetjih. In to je tudi vzrok praktično za vse ostale kemične in fizikalne nepravilnosti v telesu, kajti vsa kemija se začne in neha v želodcu. Tako, spoštovani in spoštovane, slišali, izvedeli ste iz prve roke podkrepljeno za statistiko, katera vnetja so nekako najbolj pogosta. Vse 75% vnetje želodca, to je številka, ki je res zaskrbljujoča.
Za nekaj trenutkov si bomo privoščili kratek vdih, potem pa v zadnjem delu oddaje pa konkretno bosta moja gosta odgovorila na nekaj vprašanj, ki smo jih prejeli. Seveda pa je še nekaj časa, da se nam tudi v živo pridružite, če imate voljo, ali pa tudi lahko, če se ne želite izpostavljati v živo v programu televizije Vaš kanal, lahko pokličete svetovalce Planeta zdravja, vse številke so izpisane na ekranu, čez nekaj trenutkov smo znova nazaj. Poletje prinaša veliko lepega, a naše zdravje je v tem letnem času lahko tudi na preizkušnji. Planet zdravja z vami vse poletje, ekskluzivno na vašem kanalu tudi v juliju in avgustu. Svetovalne oddaje v živo, torej vsak četrtek, 4., 11., 18. in 25. julija ob 10. dopoldne. Planet zdravja, ni nam vseeno za vaše zdravje. Svetovalni center 080 88 10. Planet zdravja. Planet zdravja, ni nam vseeno za vaše zdravje. Svetovalni center 080 88 10. Planet zdravja. Kot obljubljeno, hitro smo nazaj, spremljate oddajo Potovanje in učenje po planetu zdravja, poseben projekt Planet zdravja in televizija Vaš kanal to poletje z vami, Igor in Irma Ogorevc, ustanovitelja Planeta zdravje, sta z nami v studiu in kot obljubljeno v zadnjem delu tokratne oddaje, ki je bila nekoliko drugačna in tudi to je pač posebnost teh poletnih oddaj, pa nekaj konkretnih vprašanj in profesorica Irma Ogorevc, gledalec iz okolice Domžal, je zapisal nekako tako: poletni meseci so zame prava mora, zadnjih nekaj let najmanj 2-krat zbolim za vnetjem grla, imam tudi par dni visoko temperaturo, pazim, da nisem izpostavljen klimi, ampak se ne morem izogniti vnetju in obolenju. Mi lahko kako pomagate, kaj me svetujete? Torej, vsako vnetje, ki nastane brez, da bi rekli, brez vzroka, da bi vi vedeli, ne, nič ni brez vzroka, tudi to ni, bomo rekli, ampak gospod ne najde pravega dogodka, ki bi ga povezal z njegovim vnetjem grla, pomeni, da so se pretoki zaradi količine toplote v njegovem telesu spremenili. In da je to povezano z njegovo prebavo in prehitri pretoki v grlu in zaužitev ožilja zaradi pomanjkanja toplote, ki jo ponavadi zdaj v poletnih mesecih zaradi hitrega odprtja kože in izgube zgubimo, vse je zaradi teh hitrih pretokov storilo tudi vnetje. Moram povedati, da sem v ponedeljek imela jaz tak grozno bolečino, tako boleče grlo v Ljubljani in ko ob 9. začnemo delati, jaz sem rabila pol ure, da sem sebe spravila nazaj in sem brez bolečin in s polno paro, bom rekla, delala do 5. ure popoldne. To se da popraviti, zato gospoda, to treba obravnavati celostno. Vabim ga na pregled v Ljubljano, kjer mu bomo to takoj na licu mesta že popravili. Torej, 080 88 10, lahko pokličete že sedaj, me dodajo in se dogovorite za termin. Igor, nekajkrat smo v svetovalnih oddajah na naši televiziji z vami, s Planetom zdravja, izpostavljali problematiko sladkorne bolezni. In tukaj imamo zdaj eno vprašanje. Sem sladkorni bolnik, redno pač jemljem zdravila, ki jih imam, spremljam tudi redno vaše oddaje. Večkrat ste povedali, da z vašim načinom, pristopom in znanjem do te bolezni dosegate odlične rezultate. Mi lahko poveste kaj več? Seveda lahko. Poglejte, sladkorne bolezni se ne da zdraviti v narekovajih. Zdraviti tako, da znižujemo sladkor in hkrati ne odpravljamo vzroka. Kajti sladkor je v krvi povišan takrat, kadar trebušna slinavka ne deluje pravilno. In jaz še nisem niti enkrat, niti enega diabetologa slišal,
da bi rekel, jaz vam bom pa zdravil trebušno slinavko. Ne, zbijali bomo cukor. Zato je takšno zdravljenje vnaprej obsojeno na neuspeh in rečejo, to je kronična bolezen. Poglejte, pri nas ni tako. Potrebno je obravnavati celo telo in ugotoviti, zakaj trebušna slinavka ne deluje pravilno. Prvo je treba ugotoviti, ali trebušna slinavka deluje preveč ali deluje premalo. Drugo je potrebno ugotoviti, kar je sploh najbolj pomembno, kako deluje želodec. Kajti na tem svetu ne obstaja en diabetik, kateri bi imel normalno funkcijo želodca. To so ugotovili tudi že zdravniki, ker ko so ugotovili, da odstranijo del želodca, sladkorne bolezni ni več. Ampak da bi bilo 1/4 svetovnega prebivalstva brez želodca, pač ne gre. To ni smiselno, tako da bi tega gledalca absolutno povabil na pregled v enega od centrov Planeta zdravja, da ugotovimo vzrok, skratka, da ugotovimo, kako deluje želodec, da ugotovimo, kako deluje žolč, trebušna slinavka, kakšna je resorpcija, skratka, da vidimo funkcijo celega telesa in potem bomo lahko zanesljivo rekli, potrebno je storiti to in to, da se bo stanje začelo izboljševati. Irma, tole vprašanje pa bo za vas. Gledalka iz okolice Sevnice, nekaj čez 60 let ima, srednje višine 65 kg, pa je zapisala tako: zelo pogosto imam mrzle noge, včasih tudi v roke. Vsi se čudijo, zunaj je naprimer 30 stopinj v teh dneh poletnih. Jaz pa imam obute volnene nogavice, ker me zebe. Kaj mi lahko svetuje? Kaj se dogaja z menoj? No, vidite, vsi, ki imajo motnje v pretokih v koži, govorimo, in kadar je hladno v nogah, je pomanjkanje tudi energije v telesu. Torej, pomanjkanje toplote v telesu je nepravilno izgorevanje in nepravilno delovanje kože. Zato, ker v določenemu kraju, to lahko trdim zato, ker v določenemu kraju je gospa topla, ima normalen pretok, v drugemu kraju je pa, kot so noge, premajhen pretok. In zato je tudi hlad. Vedno, moram reči, vedno je narobe v cirkulaciji rok, kadar je narobe cirkulacija nog, zato moramo najprej popraviti cirkulacijo rok. Torej se pravi, dvigati količino, hitrost pretoka krvi v venoznem sistemu iz nog nazaj v subklavikularne vene, v podključnične vene, da bo obrat krvi boljši, da bo cirkulacija boljša. To ne moramo narediti. To lahko zelo hitro naredite. V parih minutah to naredimo, mi namažemo z 3 kapljicami olja dlani do zapestja roke in se segrejejo roke in same se segrejejo tudi noge in začne delati cirkulacija celega telesa. Torej, to znanje Planet zdravja ima, zato jo vljudno povabim v bilo kjerega od naših centrov v Sloveniji, kjer ji bomo lahko to pokazali in s tem bo začela gospa reševati celo telo, ne samo noge, ne samo roke, ker je cirkulacija samo ena in samo če dela cirkulacija celega telesa pravilno, smo lahko zdravi. Take težave, mrzle noge, mrzle roke pa peljejo v vse bolezni, ker je tukaj so zastoji, tudi rak je bolezen zastoja, torej zmanjšana količina cirkulatorne krvi, motnje v pretoku, količinsko in hitrost v vseh organih ustvarja motnje delovanja tako organov kot tudi žlez in kreira vse vrste diagnoz. Igor, tole vprašanje pa je nekako res poletno obarvano in največkrat se, pa naj mi ne zamerijo, dame ukvarjajo s tem vprašanjem, ko prihaja poletje, no, seveda pa tudi moški. Martin Strele nam je lahko lep vzgled, kako je treba skrbeti zase. Gledalka iz Novega Mesta pravi tako: nikakor ne morem shujšati, poizkusila sem več različnih diet, rezultata ni. Stara sem 31 let, izgubila sem že vso voljo. Je še kakšno upanje, mi lahko Planet zdravja pomaga? Brez dvoma, da lahko pomagamo. Poglejte, spet se bom ponovil. Potrebno je ugotoviti vzrok, katera funkcija v telesu je motena, da ta gospa ne more shujšati. Iz prakse vam povem, da je največkrat
v takšnih primerih motena funkcija hipofize in ščitnice. Tako da, mislim, vse to so v bistvu tipične težave zaradi slabšega delovanja ščitnice, da se človek redi tudi, če ne je veliko hrane ali tudi, če skoraj strada, se redi, ker se ne redi, ker se napihuje, ker ni presnove, ni metabolizma. A veste, in to v veliki meri povezujemo z delovanjem ščitnice, da pa ščitnica ne deluje pravilno. Morajo biti pa vedno motnje v delovanju črevesja in tudi celega prebavnega sistema. In če obravnavamo telo celostno, če obravnavamo telo kot celoto, uredimo tudi temperaturo telesa, kajti dejstvo je, da ščitnica ne dela dovolj takrat, kadar je v telesu prehladno, kadar ni dovolj toplote, in to velja za vse žleze, kajti dejstvo je, to je zakonitost, da žleze delajo preveč, kadar je temperatura previsoka, in delajo premalo, kadar je temperatura prenizka. Vse te nepravilnosti z zagotovostjo znamo učinkovito odpravljati, tako da se bo tudi telesna teža začela manjšati. Vse je pa logično, da je neposredno povezano tudi z verjetno spremenjenim načinom prehrane. Kajti ni samo dieta tista, katera je potrebna. Tudi, ampak to je mogoče 1/4 vsega. Pregled v Planetu zdravja. Na vsak način. Kjer boste potem našli pravo zgodbo. Tako je, ugotoviti stanje in šele na osnovi tega pregleda kvalitetno svetovanje, kaj bo gospa storila sama. Irma, tole vprašanje pa je v bistvu čisto namenjeno ženski populaciji in teh težav je zagotovo veliko, čeprav marsikatera dama težko o tem javno spregovori. Zato imamo tudi takle zapis gospe iz okolice Črnomlja. Preden pa zastavim tole vprašanje, pa mi režija sporoča, da imamo telefonski klic, pa spremimo telefonski klic, pa potem tole uredimo. Dober dan, kdo je z nami? Poleten dober dan iz studia televizije Vaš kanal. Dober dan, pozdravljeni. Pozdravljeni. Marta tukaj. Imela bi vprašanje za vas in sicer za gospod Irmo in Igorja. Zdaj, vprašala bi, kaj menita ona dva o osteoporozi in oziroma ali obstaja kakšno sredstvo pri njih za pomoč pri tej bolezni. Hvala lepa za to konkretno vprašanje, odgovor sledi. Poglejte, osteoporoza je ena posledica, ki je zelo pogosta. Imeti v zdravstvu ali pa v bilo kateremu dejavnosti eno zelo pogosto posledico pomeni eno zelo pogosto slabo delovanje predhodno ali pa obravnava predhodna slabo. Osteoporozo ima vsak človek, ki ima slabo cirkulacijo. Ali je to prepočasno, ali je že zoženo ožilje, ali so razširjene vene in vse je pogojena ta cirkulacija, količina toplote, tako toplote kot hladu, je pogojena z načinom prehrane. Zato pri osteoporozah mi obravnavamo celo telo, poskušamo doseči pravilno temperaturo, ki je osnova za dobro cirkulacijo, uporabljamo take produkte, ki močno vplivajo na izboljšanje cirkulacije, predvsem v nogah, da se kri čim prej in iz trebuha čim prej dvigne v venozni sistem, v subklavikulo, da čim prej, subklavikularno veno, da čim prej pride ponovno v arterielni obtok, ki je hranjenje telesa, zato imamo tudi rezultate. Da bi pa osteoporozo zdravili z zdravili, bilo kakšnimi in slaba cirkulacija, kar pomeni slab transport, slaba oskrba, je malo verjetno, da bi se popravilo. Zato se tako malo ali nično osteoporoz popravi, ker se nihče v zdravstvu ne ukvarja, da bi popravil cirkulacijo. To je isto kot centralna kurjava, ker ne dela več, strokovnjaka lahko s 3 doktorati pokličete inženirja in strokovnjaka celega sveta, če ne zna odzračiti teh
radiatorjev centralna ne bo delala. Tako zelo enostavno. Odzračiti te radiatorje so poznali vsi na IMP v Novo mesto, ko so hodili 3 leta po 4 mesece v šolo. Ne? So znali bolj kot oni z doktorati. Torej, to govorimo, da je zelo važno obvladati, kako sistem dela in ga popraviti. Cirkulacijo moramo znati popraviti, da deluje sama. In telo se avtomatsko popravlja, če pravilno deluje. Če pa samo nakladamo v njega, zato ker bomo nekaj spili, ker se bomo segreli, ker bomo trenutno nekaj naredili v slabi cirkulaciji, je nično. Vabim vas na pregled, kjer vas bomo naučili, vam pokazali, kjer boste občutila že v trenutku boljše počutje, tudi v celem telesu. Absolutno je pomembna temperatura, to bomo povedali že po 3 minutah, kakšna je in zakaj je, in mislim, da je rezultat takoj na dlani. Jaz ne bom rekla, da bomo zdravili, bomo pa preprečevali poslabšanje, to pa sigurno na naraven način in izboljšali cirkulacijo, kar bo dalo tudi svojega rezultata. Seveda, če boste pravilno jedli, primerno vašim sposobnostim vašega telesa in če se boste držali navodil. Igor, želeli ste tukaj nekaj dodati pri tem konkretnem vprašanju? Ja, zelo samo na kratko. Jaz močno upam, da vam ni kak drug terapevt rekel, da morate jesti veliko mleka in mlečnih izdelkov, kot je še kar v modi pri nas, ne? Kajti neizpodbitno dejstvo je, da ljudje, kateri uživajo dosti mleka, mlečnih izdelkov, imajo osteoporozo močnejšo, ker se telo zakisa. Ščitnica pride v hiperfunkcijo, ščitnica za svoje delovanje potrebuje ogromno kalcija in telo ga mora vzeti iz kosti. Tako da mleko in mlečni izdelki prav gotovo so najslabša možna varianta. Še en koristen nasvet z Planeta zdravja, tako kot že ves čas v vseh naših mesečnih oddajah druženih v tokratnem poletju vsak teden, kajti Planetu zdravja ni vseeno za vaše zdravje. No in sedaj pa, Irma, kratek odgovor za to vprašanje, ki ga dolgujeva, s katerim se soočate pa predvsem dame. In sicer zapisala je gledalka takole: imam močne krče in bolečine med menstruacijo, v zadnjem času me spremlja tudi slabost in glavobol. Mi kako Planet zdravja lahko pomaga in odreši teh hudih mesečnih težav? Absolutno. Poglejte, vse težave z menstrualnim ciklusom govorijo o slabem delovanju naših rodil ali slabi cirkulaciji ali napačni, ne slabi ali preveliki, prehitri, prepočasni, ampak zmeraj o cirkulaciji v prebavilih. Z našim strokovnjakom, profesor dr. Stanišićem, ki je bil tudi gost v naši oddaji in je ginekolog, veliko debatiramo o temu. In vedno, prav vedno je delovanje rodil povezano z delovanjem tankega črevesa, ki je produktivni organ. Torej, maternica in rodila, vsa so pa reproduktiven material. Vedno iščemo vzrok v prebavi, zato ker je od prebave odvisno tudi količina toplotne energije, od toplotne energije pa volumen ožilja. In to gospodično ali gospo vljudno vabim, mi to znamo popraviti. Punce, ženske, ki imajo te težave, že po zelo mogoče 2-3 tednih, naslednja menstruacija ni več boleča. No, tako bomo skrajšali, ker vemo, da je še v 4 tednih. V glavnem, v 4 tednih je ta bolečina pri menstruaciji zgodovina. Igor, neka sklepna misel, preden rečemo za danes? Ja, na Planetu zdravja pa obstaja tudi trenutna ekstremno učinkovita pomoč pri boleči menstruaciji. In sicer olje 54 ekstra, kateri sprošča krč mišic. In sicer kako ga uporabljamo? Eno kapljico olja 54 ekstra namažemo v popek, eno kapljico namažemo na mesto levega jajčnika, eno kapljico namažemo na mesto desnega jajčnika in eno kapljico namažemo na sramno kost in v nekaj sekundah se bolečina začne sproščati. Govorimo o bolečinah pri menstruaciji.
Torej zelo konkretno, za več pa jasno najbolje obiskati enega od centrov Planeta zdravja, več kot 20 jih je po Sloveniji. Irma in Igor Gorevc, profesorja, idejna gonilna sila Planeta zdravja, hvala lepa za to zanimivo dopoldansko debato. V netih ta letni čas je tak, da se to zelo pogosto dogaja in čez en teden znova ob 10. v našem studiu z novo aktualno temo. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Nasvidenje. Vam, cenjeni in cenjene, kot rečeno, ne pozabite, čez en teden, torej danes teden, četrtek 11. julija ob 10. dopoldne smo znova skupaj. Pripravili bomo zanimivo aktualno temo. O tem, kakšna tema bo, vas bomo seveda obvestili v programu televizije Vaš kanal. Pazite na se, bodite zdravi in uživajte te poletne in počitniške dni. Srečno!